Skrb za rehabilitacijo pacientov po nezgodnih poškodbah možganov, pa tudi bolnikov z multiplo sklerozo in nevroloških bolnikov, predstavlja širok diapazon strokovnega dela, ki zahteva dobro uigrano timsko in multidisciplinarno sodelovanje. Takšno delo daje pečat oddelku, ki ga vodite v sklopu Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča. Ste pa tudi seveda predsednik Evropskega združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. Zato je jasno, da imate izvrsten uvid v to, kam se na mednarodni ravni primerjalno umeščajo slovenski dosežki v tej veji medicine. Nam lahko predstavite to sliko tudi širšo? Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Dejansko oddelek, ki ima zelo dolg naziv in kajti obravnavamo pravzaprav vse bolezni, okvare in poškodbe možganovine, ki niso ravno možganska kap, zato imamo poseben oddelek v naši ustanovi, ampak dejansko gre za oddelek, ki je izredno heterogen po obravnavi patologij. In z tega vidika je seveda ne samo strokovno zahteven za nas, ki delamo, ampak tudi čustveno izredno zahteven. Moramo se zavedati, da so okvare in bolezni centralnega živčevja pač področje medicine, kjer je pravzaprav eno konvencionalno zdravljenje, kjer bi lahko z nekimi zdravili, operacijami vplivali na popolno izboljšanje ali pa ozdravitev, tega ni. Bolezni možganov ali pa poškodbe možganov ali pa maligni in benigni procesi v možganih vedno neminovno puščajo določene posledice in absolutne ozdravitve tukaj ni. Seveda, ko mi bolnike obravnavamo, ne obravnavamo samo bolnike, tukaj gre za obravnavo celotnih družin. Naša teza je, da je težka nezgodna možganska poškodba oziroma neka huda okvara možganovine pomeni sicer eno diagnozo, ampak 4 bolnike. Tukaj so še oče, mama, brat, sestra, žena, partnerji. To niso bolezni, ki bi prizadele eno osebo, tisto, ki to bolezen nosi ali pa ima. Tukaj gre za prizadetost tako mikrosocialnega okolja, se pravi njegove družine, širšega socialnega okolja, to so prijatelji, sodelavci. Na vse zadnje ima pa to velik vpliv na takšna stanja tudi na širšo družbo, se pravi na delodajalca, na plačevanje prispevkov, na plačevanje davkov. Večina bolnikov po hudih možganskih poškodbah se žal ne more vrniti nazaj na delovno mesto, z tega vidika postanejo oni iz davkoplačevalcev pač prejemniki prispevkov, s tem tudi neko določeno vlogo v družbi na žalost izgubijo. In to je seveda vse pomembno. In mi se s temi stvarmi soočamo tukaj. In morate tudi vedeti, da te stvari so hude, te bolezni so hude, te poškodbe so hude, ki fundamentalno in trajno spremenijo posameznika in njegovo družino. To so težke zgodbe, ki pustijo nepredstavljiv odtis. To so težke zgodbe, hude poškodbe možganov, tumorji v možganih, hipoksične možganske okvare kot posledica recimo srčnega zastoja na terenu. Vse to v Sloveniji izvrstno uskrbi in tukaj skozi ponavljam urgentna in intenzivna medicina, ki je po mojem mnenju ena najboljših v Evropi. S tem pa seveda nam, če ga to rečem, dostavljajo bolnike v težkem stanju, v katerem preživijo. Pred 15-20 leti mnogi teh bolnikov ne bi preživeli, danes preživijo v zelo težkem kliničnem in funkcionalnem stanju. In kar je zelo pomembno in se premalokrat upošteva, seveda je, da mi te bolnike sprejmemo v fazi, ko njihova okolica, njihovi svojci so v izrazito neugodni fazi žalovanja in to je jeza. Vsi vemo, da žalovanje ob izgubi, smrti, tragedijah je razdeljeno v obdobja in v bistvu svojci preživijo obdobje negotovosti ali pa sprejemanja, morda neverjetnosti v fazi akutnega zdravljenja. Bom rekel v akutni bolnišnici, v kliničnem centru. Potem se pa ta faza žalovanja pretvori v fazo jeze na okolico, na sistem,
na tistega, ki je naredil prometno nesrečo, na reševalce, ki so prišli prepozno, na zdravnike, ki niso dobro opravili svojega dela, na vse so jezni svojci. Mi se seveda zavedamo, da je to naraven proces žalovanja, ampak je pa naše delo s tem oteženo. Najprej je naša naloga na tem oddelku, da vzpostavimo sodelovanje pa zaupanje svojcev. Bolnik je često tako težko kognitivno oškodovan, da pravzaprav ni primarni sogovornik v začetku, je seveda cilj naše obravnave. Ampak primarni sogovornik pri postavljanju ciljev rehabilitacije, pri razlaganju prognoze so pa njegovi svojci. In tu se pogovarjamo z jeznimi osebami, jeznimi na cel svet. In seveda zato mi potrebujemo tukaj izredno močen, homogen, sodelujoč tim, ki je, moram reči, vrhunsko izobražen na področju, ki ga opravljamo oziroma obravnavamo. Po drugi strani pa seveda moramo predvsem naš tim med sabo biti zelo močno povezan, biti, bom rekel, sodelujoč, biti podporen, biti prijateljski. In nekako ocenjujem, da nam to uspeva, da takšni smo. Brez kakršnekoli velike zunanje pomoči. Veste, mi, ki delamo, nimamo nobene psihološke podpore. Medicinske sestre, ki so, bom rekel, žrtev nasilja bolnikov, ki so kognitivno oškodovani, nimajo psihološke podpore. Jaz nimam nikogar, imam kolege, s katerimi se pogovarjam, ampak sistemsko pa ni urejeno to, da tisti, ki delajo z najtežjimi zgodbami in bolniki, zdaj aj to na terenu, kjer ljudje umirajo, ali v intenzivi, ali pravzaprav pri nas, pravzaprav nikomur ni mar, pravzaprav kako mi gremo čez to in kako se s tem spopadamo. Vsak se seveda po svoje, vsak ima svoje kanale, skozi katere se sprosti po takem delu. Ampak dejstvo je, da delamo z tragedijami. Delamo s tragedijami, dan na dan, s težkimi, emotivnimi, tragičnimi zgodbami. In naši člani našega tima, so medicinske sestre, fizioterapeuti, psihologi, delovni terapeuti, logopedi, socialni delavci, vsi to delamo z nasmeškom. Ker naša naloga je, da tem ljudem, ki pridejo sem, pravzaprav prikažemo svet, ki je drugačen. In jih sprejmemo v ta svet, ki je drugačen. In jih pripravimo na življenje, ki bo drugačno po tej poškodbi. Kljub temu, da ste izpostavili, da skrb tudi za vaše zdravje, za zdravje zaposlenih ob tako težkih situacijah ni sistemsko zagotovljena, pa moram reči, da danes, ko sem po dolgem času prišla na inštitut, da sem imela občutek, da je nekako poskrbljeno tudi s strani zaposlenih za umirjenost. Ljudje so videti zadovoljni, nobene nejevolje ni bilo občutiti, kljub temu, da se danes razmere na tem področju zelo, zelo spreminjajo. Kratkih stikov v komunikaciji je veliko, tudi izbruhov nasilja. Pravzaprav je neverjetno, da vam to uspeva, mislim, glede na sistemske danosti. Imate prav in ponosen sem na to, da je naš inštitut za rehabilitacijo ene vrste oaza dobrih odnosov, bi rekel, v Sloveniji ali pa v slovenskem zdravstvu, seveda nikogar tukaj ne obsojamo ali izpostavljamo, ampak dejansko naša ustanova že dolgo slovi pravzaprav po dobrih medkolegialnih odnosih, in tukaj seveda to ne pride samo od sebe, tukaj je seveda prizadevanje tako vodstva, zato da so odnosi dobri, kot ustreznih služb v tej ustanovi, kot seveda nas vseh, ki se zavedamo, da pravzaprav siljenje v konfliktne situacije in, bom rekel, polnjenje lastnega ega še nikoli ni prineslo nič dobrega. In jaz trdim in se zavedam, v tej ustanovi na prvo mesto postavljamo spoštljivo komunikacijo, sodelovanje in spoštovanje med kolegi. In na osnovi tega, če se mi dobro razumemo, če smo mi zadovoljni, če smo mi mirni, šele potem smo mi lahko ustrezno mirni, zadovoljni in strokovni tudi do bolnikov. Noben nezadovoljen zaposlen ne bo izražal zadovoljstva ali pa dobrega dela napram strankam, pa je to v gospodarstvu ali pa v medicini. Najprej morajo biti zadovoljni zaposleni in delavci in ti bodo dali od sebe 100 ali pa 200% energije za to, da bo proces dela tekel neovirano, uspešno, kvalitetno in seveda v zadovoljstvo naših bolnikov ali pa strank, kakorkoli jim rečemo. In to je ta temelj in tega se je treba zavedati in jaz mislim, da v naši ustanovi tega se zavedamo.
Pacientom z najtežjimi bolezenskimi stanji zagotavljate pomoč in podporo, in v tem kontekstu bi se vendarle vrnila k uvodnemu vprašanju, kakšni so dosežki naše slovenske medicine v primerjavi s staro celino, z ostalimi državami. Moja trditev je, in jo vedno ponavljam, da vsak slovenski zavarovanec, bolnik, bo v primeru potrebe dobil rehabilitacijsko obravnavo na vrhunskem nivoju. Slej kot prej, morda ne jutri, morda ne pojutrišnjem, ampak slej kot prej jo bo dobil na zavidljivi strokovni ravni. Na strokovni ravni, ki jo definitivno lahko primerjamo z državami tako zvane razvitejše ali bogate Evrope. To je Severna Evropa, Zahodna Evropa. Absolutno imamo prednosti pred državami iz novih držav Evropske unije ali pa vzhodnoevropskih držav. Verjemite mi, potujem po teh državah, sodelujem na kongresih, sodelujem s kolegi. Vidim sisteme in mislim, rehabilitacijska medicina, ki jo zagotavlja vsaj naš inštitut tukaj na nacionalni ravni, je na vrhunski ravni, kar dokazuje konec koncev več stvari. Prva je to, da naši specializanti se tradicionalno udeležujejo na vsakem evropskem kongresu tako imenovanega evropskega tekmovanja specializantov v raziskavah. Se pravi, naše Evropsko združenje za fizikalno in ortopedsko medicino na vsakem kongresu organizira neke vrste natečaj, kjer iz vsake države po en specializant predstavi svoje strokovno delo. In vam povem, da uvrstitve Slovenije so vedno v samem vrhu. Da ne rečem na stopničkah. Imamo vrsto kolegov, ki so kot specializanti osvojili eno od prvih 3 mest v Evropi. In to iz leta v leto, iz kongresa v kongres, smo mi na vrhu znanja, ki ga naši specializanti predstavijo. In to je popolnoma neodvisno, objektivno glasovanje članov strokovne žirije uveljavljenih profesorjev iz Evrope. Tu ni kuhinje, tu ni Eurosonga. Dejansko se gre samo po zaključkih, ki so strokovni. In na to sem zelo ponosen. Naši specializanti očitno so v evropskem vrhu. In seveda se potem ta vrh prenaša tudi naprej v njihovo nadaljnjo kariero. Iz tega trdim, da imamo odlično podlago na področju specializacije, ker če naš program slovenske specializacije, naše stroke ne bi bil dober, ti kolegi ne bi bili tako visoko uvrščeni, in trdim, da smo ena najbolj uspešnih držav. Kar se pa tiče določenih segmentov, je seveda velika razlika, ali ti lahko z 2 milijonoma prebivalcev in 100 specialisti fiziatrije lahko razvijaš vse, bom rekel, široke ali pa butične programe rehabilitacije. Jasno je, da je naše, bom rekel, manjše število zaposlenih, pa na koncu seveda tudi manjše finančni vložki v rehabilitacijo, so seveda gotovo dejavnik, da mi ne moremo razviti na vseh nivojih vrhunske rehabilitacije, čisto na vseh. Imamo pa področja, kjer trdim, da smo vrhunski. In vsekakor gre to od področja otroške rehabilitacije, kjer iz Evrope prihajajo mali bolniki na rehabilitacijo na naš oddelek. Imamo oddelek za rehabilitacijo oseb po amputaciji, kjer imamo vrhunsko amputacijsko rehabilitacijo in izdelavo protez. In tudi naši bolniki dobijo v primeru potrebe tudi najdražje, najučinkovitejše in tehnološko dovršene proteze, ko naši kolegi strokovnjaki to priporočijo. Ko je bil čas covida, smo imeli vrhunsko organizirano rehabilitacijo, seveda na toliko postelje, kot smo jih imeli. Imamo področje rehabilitacije možganskih poškodb, multiple skleroze, kjer nam redno prihajajo prošnje za rehabilitacijo v naši ustanovi. Po možganski kapi seveda je dela v Sloveniji ogromno, oddelek je proti incidenci in prevalenci oseb z možgansko kapijo, seveda je premajhen, ker tu nam manjka mreža. In vedno so prihajali bolniki na rehabilitacijo po poškodbah hrbtenjače. Se pravi, definitivno smo prepoznani v Evropi s strokovnostjo, tako med bolniki, kot med strokovnjaki, ki nam te bolnike napotujejo. In seveda mi z veseljem pomagamo vsem iz
tujine, ob tem pa je seveda naša prioriteta so slovenski bolniki. Saj ne bom skrival, da imamo mi premajhne kapacitete za obravnavo in seveda mi nikoli ne bomo dali prednost tujcu, ki pride z denarjem, zato da bomo mi pravzaprav ta denar zaslužili, ampak zato je en slovenski bolnik nami v rehabilitaciji. Tega ne delamo. Vse, kar delamo za tujce, delamo čez, da grdo rečem, ne? Izven rednih okvirjev ali pa predlogov. Nihče ni, bom rekel, oškodovan za to, ker sprejmemo ali bolnika iz tujine, ali recimo program, ki ga moramo imeti, pomoči in rehabilitacije otrok in mladostnikov iz Gaze. Noben slovenski bolnik ni bil oškodovan zaradi tega, ker smo tem otrokom, ki so prišli iz Gaze, pomagali. To je bilo dejanje humanosti, to je bilo dejanje podpore in to je bilo strokovno dobro dejanje. Vsi so bili ustrezno oskrbljeni, pač kolikor se je dalo to narediti. Tako da z tega vidika jaz trdim, da imamo področja, ki so vrhunska, če govorim na svoje ožje področje zdravljenja spastičnosti. Naš inštitut je referenčni center v bistvu za celo vzhodno Evropo za učenje in implementacijo metode zdravljenja generalizirane spastičnosti z metodo implantirane baklofenske črpalke. Tukaj moram seveda se zahvaliti in pohvaliti sodelovanju z Kliničnim centrom in bolnišnico Celje, s katerimi sodelujemo v tem programu, z nevrokirurgoma dr. Benedičičem in dr. Samso. Imamo tukaj en krasen tim, kjer za te bolnike skrbimo in teh bolnikov, bom rekel, proporcionalno ni malo. Penetranca tega zdravljenja v Sloveniji je dobra in skozi govorim to, da bolnik, ki ima spastičnost v Sloveniji, bo dobil enako obravnavo kot bolnik v Štokholmu, Luksemburgu, Londonu, Madridu ali pa kje. In bistveno boljša kot v mestih, da jih ne bom našteval na vzhodu Evrope. In to, bom rekel, vse na račun plačano strani zavarovalnice. In se ima tako strokovno kot finančno podporo. Bolniki za spastičnostjo v Sloveniji so oskrbljeni na najvišjem možnem nivoju. In to mi je seveda, ker sem nosilec pravzaprav pa tega programa, mi je to seveda še poseben ponos. In tudi to pravzaprav, da smo prepoznani, da imamo licence, da imamo seveda, da smo edukativni center za vzhodno Evropo. To je seveda gotovo nekaj, kar te navda s ponosom in si rečeš, dobro, to smo v življenju dobro naredili. Odlično. Ob tem me pa zanima, kateri so pa bistveni znanstveno-raziskovalni oziroma strokovni izzivi, ki so še pred vami in ki bi jih izpostavili? Absolutno je področje okvar možganov in hrbtenjače tak 10. brat medicine. Tukaj so ogromne rezerve in v svetu in tudi pri nas. Seveda je velik interes, kako izboljšati ali pa omogočiti za začetek ponovno prevajanje impulzov po poškodovani hrbtenjači. Morda ste spremljali dosežke centra v Luzani, kjer so že z implantiranim stimulatorjem lahko dosegli pravzaprav, bom rekel, da so impulzi potovali po hrbtenjači in si ljudje z paraplegijo, sicer ne hodili, vendar shodili s hoduljo. To so velike rezerve, pa veliki izzivi so predvsem na področju rehabilitacije po okvari centralnega živčevja. Tukaj pa možgani kot taki še posebej capljajo. Osnovno pravilo je bilo, da medicina možganov caplja za medicino srca 50 let. Vemo, kdaj so prvič transplantirali srce, seveda možganov, upam, nikoli ne bomo transplantirali, ampak nekako se ta doba capljanja za srcem, možganov za srcem podaljšuje. Nekako so možgani en tak seveda popolnoma samostojen organ, ki nas vodi, ne vodimo mi možganov, možgani seveda vodijo nas. Vsaka oseba je seveda popoln unikum na področju čustvovanja, kognicije, vedenja in seveda tukaj nam študije na živalskih modelih ali pa artificialnih modelih ne pomagajo nič. Seveda raziskovanje opičjih, mišjih, pasjih možganov absolutno kaj zares dosti ne pove o delovanju človeških možganov. Seveda na nekem celičnem nivoju absolutno, ampak seveda to, kar pa človek ima, in to je kognicija, spomin, čustva, razumevanje, vključevanje, tega seveda na živalskih modelih nikoli ne bomo raziskali in vedno in vsakič znova se učimo na vsakem bolniku, ki ga dobimo. In to so tisti izzivi. In seveda se pa tukaj vedno naslanjamo na tehnologijo. Seveda stebri moderne nevrološke rehabilitacije, seveda
robotika oziroma rehabilitacijska robotika, virtualna resničnost, nevromodulacija ali nevrostimulacija. In to so te tehnološke metode, ki se izrazito hitro razvijajo in seveda jih mi z veseljem implementiramo v programe rehabilitacije in s tem pomagamo bolnikom. In spet bom rekel, tukaj Slovenija je zelo spodobno, bom rekel, oskrbljena z temi. Imamo področje robotske rehabilitacije, seveda je možnost še vedno za nakup kakšne naprave, ampak vseeno imamo na milijon, oziroma če gledamo na milijon prebivalcev, spodobno število teh robotskih naprav, kar je super, ker zdaj bolnikov ne pošiljamo več v tujino na intenzivnejšo robotsko rehabilitacijo, ampak sami poskrbimo zdaj za to, ljudem ni treba več hoditi v tujino, in tudi stroški seveda so pol manjši za zavarovalnico. Virtualna resničnost in nevromodulacija se razvija tudi v naši ustanovi. Imamo fantastičen oddelek za research and development, bi rekel, ki ga vodi profesor Matjačič, tukaj se ukvarjamo tudi tako z robotiko, razvijajo kot virtualno resničnost, kot seveda razne patentirajo celo, bom rekel, naprave, ki jih velike bolnišnice kupujejo za trening ravnotežja. Fantastičen oddelek imamo, ki žene naprej tudi naš razvoj. Tako da na tem področju, ampak kot sem rekel, v področju nevrološke rehabilitacije obstaja tako zvan biološki zid, jaz rečem, ali pa biološka bariera. In ta je zelo visok. In preko tega zida še vedno ne znamo preplezati. Poškodbe možganov ne znamo ozdraviti, ne z elektriko, ne z kemijo, ne z valovanjem, ne z... Vse, kar zares pomaga, je seveda ena intenzivna rehabilitacijska obravnava, kjer dela človek s človekom, terapevt z bolnikom. Na velikem številu ponovitev, seveda v uporabi nekih modernih tehnologij, ampak tukaj je še vedno vse individualno, ena na ena. Tukaj ni prostora za neko serijsko štancanje primerov, ni prostora seveda za neke, bom rekel, mušterske zadeve zdravljenja. Tukaj ni protokolov potrebnih. Tu vsak bolnik je seveda popolnoma drugačen. In vsakemu bolniku žal pogosto povem, dostikrat bolniki rečejo, če bi imeli pa denar, bi ga peljali v tujino ali pa bi lahko imel več fizioterapije. Žal pri možganih to ne užge. In žal jaz vedno rečem, tak primer je nesrečni dirkač Mihael Schumacher, ki je utrpel možgansko poškodbo, katere okoliščine niso še in verjetno ne bo nikoli popolnoma znane, ampak recimo pri vsem njegovem dobri podlagi, na koncu je mlad, zdrav moški, športnik, pa povrh tega še izredno bogat, njegovi možgani niso ozdravili, denar ne pomaga tukaj. In to je ta nesrečnost tega zdravljenja možganov, da pravzaprav nič zares ne pomaga, dokler se možgani sami ne okrevajo. Kar je po drugi strani seveda za nas, ki delamo v tem področju, malo, bom rekel, manjka nam nagrada, manjka nam uspeha. Seveda mi vidimo uspeh pri rehabilitaciji mladega fanta, ki ga sprejemamo popolnoma nepokretnega, potem pa kot nas odide, pa naredi nekaj korakov s hoduljo, spregovori nekaj besed, morda žlico do ust nese, pije iz kozarca. To je oseba, ki je daleč od tiste, ki je bila. Mi vidimo uspeh, starši so pa žalostni. Starši ne prepoznajo vedno uspeha v tem. Mi slišimo hvala, ampak ne tako pogosto kot druge veje medicine, kjer lahko ozdravijo človeka popolnoma ali pa zamenjajo nek ligament v kolenu ali pa vstavijo nekaj v telo. Mi tega ne slišimo pogosto. Mi odpustimo bolnike po naši presoji uspešno rehabilitirane, ampak seveda popolnoma drugačne, kot so bili pred poškodbo. Seveda za svojce je razumljivo, jaz jih razumem, da to ni dovolj. Za nas seveda pa, če bi iskali zunanjo nagrado, zunanjo pohvalo, tega ni. Imamo pa notranji občutek, da smo naredili dobro, imamo medosebno zadovoljstvo, ko si rečemo, ko se zahvalim na timskem sestanku, ki jih imamo, kolegom, ki so delali z bolnikom in ga odpuščam, se zahvalim vedno, hvala za še en lep primer. To je tisto, kar mi imamo. Ja, tukaj so pri vsakem pacientu verjetno, bi rekla, koraki majhni, vsak od njih šteje, ni pa mogoče doseči cilja, ki je predaleč, ostaja nedosegljiv. S kakšnimi vatli ga merimo, je pa drugo. Napredek vedno je, malokrat pravzaprav ne dosežemo čisto nič. Ne rečem, da ne, žal, poškodbe so hude, včasih ne dosežemo čisto nič.
kot to, da bolnika opremimo, bom rekel, za pripomočke za bivanje doma, kot invalidski voziček, negovalna postelja, komunikator, sporozumevanje, naučimo svojce negovati takega bolnika. Imamo fantastičen negovalni tim na tem oddelku, imamo super, rečem, edukativni kurikulum za svojce. A veste, ti bolniki odležijo intenzivno enoto, pa nekaj kirurškega oddelka, potem pridejo k nam in potem morajo domov. Ampak oni potrebujejo nego, praktično 24 urno. To je grozno težko za svojce. V Sloveniji ni ustanove, kamor bi ti lahko mlado osebo s hudo možgansko poškodbo premestil, da bi imel strokovno nego, pa bi ga svojci lahko obiskovali. To v Sloveniji ne obstaja. Imamo 2 enoti, ki te bolnike sprejemajo. Kot rekel, to je Stara Gora pri Novi Gorici, pa Dornava, na Štajerskem. Te ustanove so polne, odvedno so polne, vedno bojo, čakalne dobe so grozne in izrazito drage so. Svojci plačujejo po več tisoč evrov na mesec, če imajo tam otroka ali pa svojega. Ja, tukaj zeva grozljiva praznina. V tej državi pravzaprav ti bolniki kot da ne obstajajo. Nobenen pravzaprav se ne ukvarja s tem, ko mi 30-letnega moškega, ki ostane nepomičen, tako zvano tetroparezo, ki ga je treba hraniti po sondi, recimo, ki ima urinski kateter, ki ima kako rano, mi ga damo domov. Ni nikome ništa. Doma pa je soproga mlada, ki ima svojo službo, 2 otroka, v nekih šolskih letih. Tega človeka bomo zdaj mi dali domov, ker v Sloveniji ni ustanove, ki bi tega bolnika prevzela. A si vi predstavljate, seveda je logično, da so ljudje nesrečni in nehvaležni za to, kar smo naredili. In seveda tukaj izredno upoštev potem pride in seveda to grozno se angažira naša socialna služba. 2 krasni socialni delavki na oddelku delajo čudeže včasih, ker oni le priskrbijo in bonitete iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ureja se osebna asistenca, ampak še vedno bolnik gre domov. To so tragedije, to je popolnoma spremenjena življenje. Ne ene osebe, ampak še 3 drugih ali 4. In to je tisto, kar pravzaprav me moti, kada to kot ne obstaja. Ampak, veste, ti svojci seveda se zavedajo, da nekaj ni v redu, da kar tako ne more biti. Ampak oni so utrujeni. Nimajo moči, da bi Oni ne bojo pisali pisem bralcev, se kregali na okroglih mizah, metali kocke v parlament, kolesarili zaradi mene. Ne bojo. Oni 24 ur delajo za tega svojca. Nimajo časa. Preutrujeni so in neprespani. Nimajo energije za proteste pred ministrstvi pa pred parlamentom. Nimajo. Oni so in so zato nevidni. Če si pa danes neviden, pa ne obstajaš. Če nisi v medijih, ne obstajaš. In potem seveda niso briga nobene vlade, če tako rečem, kakršnokoli. In to je tisto, kar je, in teh oseb ni malo toliko v Sloveniji. Stroka opozarja, so predlogi, ampak enostavno to ne obstaja, ker pač ti ljudje ne sitnarijo. Zato ne obstaja. To je žalostno. In potem seveda smo mi njihovi edina opora. Mi smo edina opora do konca življenja. Kontrolni pregledi, sprejemi, tu pa tam nekako dodatno rehabilitacijo, ukrepi, pripomočki. Mi smo njihova opora. In jaz upam, da smo dobra opora. Ne vem, če smo vsem, ampak nekateri so zadovoljni, nekateri manj. Jaz upam, da smo, da delamo, kar se da. Pa te bolnikov je vedno več. Veste, vsako leto v Sloveniji okoli 100 ljudi utrpi hudo možgansko poškodbo. Pa še malo več. Nekaj se da umre, ampak večino pa gre čez ta oddelek. In so potem zavedno naši bolniki. In to se nabira stotine vsako leto. In ne moremo pomagati vsem vsak trenutek tako, kot bi želeli. Nismo mi niti za to. Ampak mreže, ki bi tem ljudem olajšala življenje, pa enostavno. Včasih imam občutek, da je sistem narejen za to, da jim otežuje življenje. To je grozno. Tako hude tragedije doživijo. Pogosto ne po svoji krivdi. Pa ne bomo obsojali nikogar, ki je alkoholiziran, se zaletel v drevo in imel hudo možgansko poškodbo. Ne bomo zdaj zaradi njega kaznovali. Ampak, pogosto ne po svoji krivdi padejo v to. V neozdravljivo stanje. Ki traja, ti ljudje ne umrejo, ti ljudje živijo. Težko živijo. Kakšne zgodbe imamo to, ko bi vedeli? Če se morda na klinični vsakdan javnega zdravstva ozreva z vidika obstoječih sistemskih okvirov,
ki ste jih že tudi pravkar omenili, ne, glede na nevzdržen manko, je jasno, da dani pogoji v skrb za paciente s težkimi stanji vnašajo nepotrebne dodatne stiske, s katerimi se zdravniki in zdravstveni timi bolj ali manj uspešno spoprijemajo oziroma spoprijemate. Na kakšen način neoptimalna urejenost javnozdravstvenega sistema vpliva na ažurnost, kakovost in celovitost obravnave obolelih pri vas? Glejte, za začetek bom rekel eno stvar, ki mene zelo moti. Pri nas kakovost življenja po preboleli hudi bolezni ali poškodbi, ali je to možganska poškodba, hrbtenjačna poškodba ali pa maligno obolenje, enostavno nima enake teže kot preživetje samo. Samo to. In tukaj smo daleč od, bom rekel, etično-socialne države. Osebno sem videl precej sveta, najrazvitejše sisteme v Avstraliji, v Združenih državah, v Skandinaviji, pa do Kambodže, kjer sem bil kot specializant, sem pač volontersko delal v Kambodži. In nekako delim države na 3 sisteme. Imamo države, kjer je kakovost življenja po bolezni, po poškodbi, tudi če je huda, enako pomembna kot preživetje samo. Se pravi, če smo bolniku rešili življenje, smo mu dolžni zagotoviti in njegovim svojcem tudi dostojno, človeka vredno življenje. Ja? Imamo seveda države, kjer še vedno niti preživetje ni nič vredno. Verjetno je v Kambodži bolje kot pred 20 leti, ampak ko sem bil jaz tam, če je koga pičila kača, je umrl, ker ni bilo poti strupa, če ga je podrlo drevo v gozdu, je umrl, če ga pač umrl. In tam seveda z rehabilitacijo nisem imel težav, ker ni bilo preživenih po hudih poškodbah. Ne? Potem je pa en tak srednji segment teh naših pol bogatih, pol revnih držav, kjer seveda se, in pravi tako, pravilno vse vlaga v preživetje. Ker po ustavi je človeško življenje neprecenljivo. Ampak dokler se rešuje življenje, pravzaprav pomanjkanje sredstev ni. Imamo zdravila, ki so vredna milijone evrov, po 1000 evrov na dan obravnave v intenzivnih enotah. Pripeljemo lahko kirurga iz Amerike, da pomaga našim operacijam. Ni problem, ko človek preživi. Tisti trenutek, ko zapusti bolnišnico, se pa problematizira cena invalidskega vozička, negovalne postelje, pomoči na domu, števila plenic, vse se začne problematizirati. To je ta, bom rekel, meni občasno ogabna neetičnost do preživelih. Ker če smo nekomu rešili življenje, žargonsko za pete potegnili z nebes, ali mu morda nismo potem moralno dolžni zagotoviti tudi dostojnega, nebolečega življenja. Ali ne. Kje smo mi? Mi smo tista država v vicah, bi rekel, kjer po eni strani seveda ne bomo nikogar za živo ceno pustili umreti. Ko je pa treba poskrbeti za dostojnost tega življenja. Mi se zdaj pogovarjamo o dostojnosti umiranja. Kdaj se bomo pogovarjali o dostojnosti življenja oseb po hudi bolezni ali poškodbi? To mene zanima. In ko govoriva o tem, kaj narediti, kako sistem zgraditi za te bolnike. Ja, jasno je predvsem, da bo treba priznati, da preživeli bolniki stanejo. Ne more se strošek reševanja življenj, operacije velikih tumorjev v možganih, ki je vrhunski poseg. Mislim, kakšno nevrokirurgijo imamo mi v Sloveniji, ne morete verjeti. Kaj znajo naši nevrokirurgi. Potem, ko oni svoje delo zaključijo, je pa problem birgla, invalidski voziček, opornica, katetri, število fizioterapij na leto. In tukaj imamo v Sloveniji en tak čuden sistem, ki mu jaz rečem sovjetski sistem rehabilitacije, te obnovitvene rehabilitacije, ker nekim bolnikom tu pa tam po naključju pripada 2 tedna zdravilišča. 2 tedna zdravilišča. Bolniku s kronično nevrološko okvaro, ki bi potreboval kontinuirano tedensko neurofizioterapevtsko obravnavo, ali pa kakšnokoli drugo, celostno, mi ga odpravimo z 2 tednoma nekih toplic, ki niso niti neurorehabilitacijske ustanove.
so zasebne ustanove, ki pač seveda imajo pogodbo z ZZZS, bolnika sprejmejo, zaračunajo in ga odpustijo. Nihče ne meri, kaj ima bolnik od tega, da je tam. Ja, se grejo radi ljudje v toplice, imajo pač brezplačen dopust. A veste, to je, jaz temu rečem, sovjetski sistem, se pravi kompenzatorni sistem, saj si revež, ko si invalid, ampak vsak let te bomo spustili za 2 tedna v toplice, tam se boš fajn imel. Pa v bistvu je to na nek način tudi sprevržen pogled na stanje človeka, namesto da bi mu pomagali pri vračanju v življenje. Z metodo, ki je strokovno in finančno bedarija, bom zelo naravnost povedal. To sem povedal že naravnost, to sem objavil. Pravzaprav vprašanje je, kdo to bere, koga to gane, kdo je pripravljen in kakšni so pravzaprav interesi, da bi se to spremenilo. To je seveda veliko vprašanje. Ampak strokovnega in finančnega vidika je pa to nonsens, če tako rečemo. Tak način obnovitvene kvazi rehabilitacije. Pa se morda ozriva še na stavko zdravnikov in zobozdravnikov, ki s tovrstno obliko protesta izpostavljajo posledice več desetletij trajajočih, skrb vzbujajočih kratkih stikov v delovanju javnega zdravstva. In to nam pove, da posledice takšnega stanja danes ne občutijo oziroma ne občutite le zaposleni, ampak tudi oboleli. Na zelo neželene, na nedobrodošle načine, tudi tako, da včasih kateremu od pacientov ni mogoče pomagati pravočasno in neučinkovito. Kako na osebni in profesionalni ravni ocenjujete takšno stanje? Se vam zdi, da so zadnje zakonodajne spremembe in interventni ukrepi pripomogli k olajšanju oziroma izboljšanju delovanja javnega zdravstva, v sklopu katerega deluje tudi inštitut? Kot sem omenil že v enem od najnih pogovorov, je jasno, da nihče od zdravstvenih delavcev, ampak nihče, ne bo naredil ničesar, da bi zavestno ali hoteno škodil svojemu bolniku. To je ultimativna trditev. In kako daleč te mora prignati situacija, da greš zavedno v, če rečem temu, stavko, s katero lahko ti potencialno škodiš bolnikom. Kaj se mora zgoditi, da te sprovocira v to? Nekaj, kar je verjetno zelo boleče. Slovenija je dolga leta jahala na valovih neke stare slave dobrega zdravstvenega sistema, ki je morda lahko funkcioniral v nekem drugačnem političnem sistemu, v drugačnem finančnem sistemu, kakršnem koli, ampak nisem pa siguren, če se je naš zdravstveni sistem prilagodil svetu okoli nas. Kot nočem začeti in končati z denarjem, ampak dejansko je, da je danes medicina, predvsem vrhunska, izredno draga. Izredno draga. Medicina, ki je podplačana ali pa slabo plačana, ali pa delavci, ki so slabo plačani ali podplačani, ne more zagotavljati vrhunske medicine. Če imamo mi direktorje vrhunskih ustanov z več tisoč zaposlenimi, s plačo nekaj tisoč evrov, kako bomo pričakovali, da bomo dobili vrhunske kadre, ki bodo pripravljeni delati? Tako kot je rekel direktor Ljubljanske banke Blaž Brodnjak, ne moramo pripeljati povprečnih ljudi za povprečno plačo pa pričakovati vrhunskih rezultatov. Razen če delajo neetični pogon. Jaz verjamem, da veliko ljudi dela neetični pogon. Stavka sama po sebi, seveda mi delamo tukaj z, bom rekel, specialno populacijo, na Inštitutu za rehabilitacijo smo, bom rekel, stavkali v izredno omejenem obsegu, ne bom rekel, da niso bili pregledi odpovedani in predstavljeni, so bili seveda, vendar vedno smo vzeli v ozir eventualnost možnosti poslabšanja zdravstvenega stanja. Znana je seveda afera z pregledi za invalidske vozniške izpite. V redu, za moje pojme, jaz mislim, da nihče v resnici ni ostal brez tega. Voznički je pa seveda bila lepo medijsko orodje seveda za napad na zdravnike, in tukaj ne odstopamo tega in to ni bilo lepo. In kaj bo stavka pravzaprav prinesla ali pa kaj je,
je najbolj, da se vpraša sindikat, ki organizira, katerega član sem, ker ni dileme. Ampak bom rekel, da za moje pojme je tudi stavka kot en zadnje orodje za komunikacijo še vedno zahteva dva partnerja v pogovoru. Ali mi imamo partnerja na drugi strani, ki bi se držal dogovorjenih in podpisanih dokumentov, mislim, da mi ne rabim dati odgovora. Ker če bi ga imeli, verjetno bi bilo stavke že zdavnaj konec. In to je seveda žalostno. Izigrava določeno poklicno skupino tako dolgo časa, poklicno skupino, ki ima definicijo strateške poklicne skupine, katere delo seveda vpliva na zdravje, počutje in blagostanje cele države. Če bi bili naše zahteve nerazumljive ali pa nemogoče, jaz stavke ne bi podpiral. Ampak, če so bili dogovori podpisani, obljubljeni na papirju, pa se to ignorira, potem seveda je jasno, da to sproži reakcijo, ki je večja, daljša, intenzivnejša, kot bi morda lahko bila. Jaz računam, bom rekel, na dogovore, na razumevanje, na zdravo pamet, tako, bom rekel, pogajalcev na vladni strani, da bo na koncu prišlo pravzaprav do sporazuma, ki bo nekako zadovoljil obe strani, kar je verjetno tudi smisel in interes vsakega pogajanja. In pravzaprav bi bil ta korak ne le nujen, moral bi biti narejen že včeraj, kajti zdi se mi, da nas prav vse najbolj zabolijo sporočila predanih zdravnikov, da je bilo zaradi pomanjkanja kadra, morda tudi drugih logističnih težav, treba pa čeprav zgolj začasno ukiniti določeno dejavnost. Nekaj je v tem našem javnozdravstvenem sistemu, bi rekla, res zelo narobe. In prav zato se zdi neverjetno, da politika še vedno in vztrajno krivdo za to pripisuje zdravništvu. Ampak zagotovo zdravniki niste krivi za to, da so denimo, kot je tudi v pogovoru za zdravstveni portal izpostavil predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo, profesor dr. Samo Zver, da so morali zaradi pomanjkanja kadra začasno zapreti tamkajšnjo enoto za intenzivno nego. Veste, v medicini je vedno na prvem mestu varnost obravnave. Ti lahko verjetno nek program, intenzivno enoto, operacijo spelješ z minimalnim kadrom. Ampak to je nevarno. In če boš ti pristal kot vodja oddelka, predstojnik, operater, da boš postopek zvozil z ekipo, ki je pomanjkljiva, s tem povečal možnost napake in nevarnosti, boš prevzel tudi odgovornost za to napako. In v določenem trenutku se zdravniki, predstojniki, direktorji oddelkov ali bolnišnic odločimo, da te odgovornosti ne bomo nosili. Se pravi, raje bomo program prekinili, kot da bi ga izvajali z verjetnostjo, da pride do napake, za katero bomo odgovornost nosili izključno mi. Odgovornost za pomanjkanje kadra pa ni na strani zdravništva ali pa zdravstva. To je na strani politike in odločevalcev, ki morajo zagotoviti pogoje dela, da bo kader v zdravstvu ostajal, da bomo imeli stabilen bazen zdravstvenega kadra, od strežnic do vrhunskih profesorjev, ki nam ne bo bežal ali v tujino, ali v trgovine, ali pa v bolniški stalež zaradi izgorelosti. Kajti s tem je seveda prisoten, saj res poznate začaran krog, manj zaposlenih, večji pritiski, več izgorelosti, še manj zaposlenih in smo že v začaranem krogu odhajanja zaradi preobremenjenosti. In potem ostaja vedno manj in manj ljudi. In v nekem trenutku je treba potegniti črto in reči, od tu naprej tega ne bomo delali. Jaz dostikrat spomnim na letalsko industrijo. Vsako letalo, vsak tip letala ima zapovedano sestavo in število posadke. In če manjka zadnja stevardesa, letalo ne bo vzletelo. Pika amen. Pri nas delamo dokler gre, dokler se kaj ne zgodi. Potem seveda pa imamo afere, novice, preganjanja tožbe zdravnikov,
obsojanje po forumih. Ampak v kakšnih okoliščinah je prišlo do te napake? V kakšnih okoliščinah in kdo jo je vzpostavil to okoliščino, da je prišlo do napake? In potem, hvala lepa, en dan zapremo oddelek in rečemo, tega se ne gremo, nekdo naj uredi, da bojo bolniki imeli varno obravnavo. Če je nimajo tu, jo bojo imeli pa v Gradcu, ali pa v Udinah, ali pa v Münchnu zaradi mene. Tako je. Do nekega trenutka. Pilot ne bo vzletel, če ne bo imel na krovu vseh stevardes. Jaz kot predstojnik oddelka pa delam z bolniki, ne glede, ali so danes prišle v službo vse sestre, ali jih je pa samo polovica. A veste? Problem je, ker okoliščine, ker pogoji za delo, ki se nekako kaskadno poslabšujejo že dobri 20 letji, nekako ostajajo aktualni samo ob določeni vladni strukturi, ki se ne ozira na to in se zgodba se vedno znova začne, vsaka 4 leta, pravih celovitih ukrepov pa ni. Kakšen bi bil vaš recept? Kaj dejansko je treba narediti, da bi se zadeve optimizirale in da bi slovenska medicina, ki je dobra, lahko tudi delala dobro, ažurno, kakovostno in za pacienta varno? Jaz mislim, da bi mogli na marsikaterih segmentih pravzaprav stvari resetirati. Seveda, vse se začne na začetku, pa na osnovi. To je študij medicine. Študij medicine je v Sloveniji dober. Zgrozil sem se ob ideji, da ustanavljamo še 3. medicinsko fakulteto v okolju, za katerega nisem prepričan, da je ustrezno za študij medicine. Namesto da bi krepili in širili kapacitete obstoječih 2 zelo dobrih fakultet v Ljubljani in Mariboru. Kot da bi nekdo želel pravzaprav slabiti pozicije fakultet, kot da bi nekdo želel imeti šibke, nepopolne, majhne fakultete, namesto da bi krepili obstoječe, ki so odlične, če me vprašate. Moj sin študiral v Mariboru, sem zelo zadovoljen z, njegovim študijem tam. In on tudi. Ampak to je pravzaprav študij. Enako velja za študij medicinskih sester. Koliko teh višjih fakultet rabimo za medicinske sestre? Kakšen kader prihaja ven, če ima vsako manjše mesto študij medicine? Potem pa se ob tej inflaciji teh šol za sestre, fakultet, imamo pomanjkanje medicinskih sester. Ne mi nekdo razloži to logiko. Odpirajo se nove fakultete za zdravstveno nego, mi pa smo brez medicinskih sester. Kaj to proizvajajo te šole, za koga, ne vem. In potem seveda jaz vedno trdim, da je temelj vsakega procesa edukacija. Se pravi, začeti moramo na edukaciji, kadrov v zdravstvu. Potem je pa seveda treba popolnoma resetirati, vzpostaviti predvsem primarni sistem zdravstva. Sistem primarnega zdravstva, družinske medicine, če želite pri nas, moramo postaviti na temelje, ki bojo predstavljali bazo zdravljenja. A veste, vsak dan v Sloveniji od vseh zdravnikov, ki obišče zdravnika, 90% jih obišče družinskega zdravnika. Lepo, da se kitimo z vrhunskimi čudežnimi operacijami na področju kardiologije, plačne kirurgije. Za nekaj bolnikov naredito. Kako bomo obravnavali 90% danes bolnih ljudi, ki pridejo v ambulante družinske medicine? Tu je treba podpreti bazo, jaz rečem. Tu je treba podpreti bazo. Kajti družinska medicina, ki bo opravljala učinkovito svoje delo, bo prva, ki bo razbremenila specialistični sistem in čakalne vrste. Komu to ni jasno, meni jaz ne vem. Skrajševali čakalne vrste ne bomo z ločevanjem javnega, zasebnega, prepovedjo dvoživkarstva in podobnega zniževanjem cen storitev. Čakalne vrste bomo skrajševali z učinkovitim primarnim zdravstvenim sistemom, z družinsko medicino, ker se začne in konča medicina. Ali to delamo, ne vem. Bo treba vprašati kolege družinske medicine, kako vidijo svojo situacijo. Ampak to, da se na razpis vsako leto za specializacijo družinske medicine prijavi nekaj kolegov, očitno je signal, da tam nekaj ni v redu. In to je, če me vprašate, kaj bi jaz spremenil, je to. Izobraževanje zdravstvenega kadra in pa bazo.
baza pa je primarna družinska medicina. Ko bo ta imela možnost opravljati svoje delo učinkovito, z dovolj časa, s kadri, sredstvi, potem se bojo skrajšale čakalne vrste. In upam, da še kdo tako razmišlja, ker če spoštujem, kakšno medicino, je to družinska medicina. To je edina prava holistična medicina. Za njo smo že mi, rehabilitacija. Vse ostalo je pač segmentna medicina, ki je seveda pomembna, ampak dokler ne bomo primarne, holistične zdravstvene mreže vzpostavili, potem se bo utapljala tudi sekundarna pa terciarna raba. In od tega ne moremo odstopiti.